Pozdravljeni zopet v naši oddaji Odnos rešuje. Tokrat gostimo doktorja Jožefa Magdiča, psihiatra, v našem območju predvsem poznanega človeka, tudi dobrotnika, ki na nek način je pomagal ogromno ljudem. Pozdravljeni. Pozdravljeni, spoštovani magister Andrej Omulec. Hvala za povabilo. Hvala za odziv. Danes se bomo pogovarjali predvsem o tem, kakšne so razlike med psihiatrijo, terapijo in psihologijo. Pa mogoče čisto za začetek, če mogoče čisto na kratko pojasnite, kaj so tiste prioritete določene vsebine? Ja, jaz bi rekel, vse tri vede, vsa ta tri področja, ki ste jih načeli, so seveda toliko stara, kot je staro človeštvo. Skratka, že iz pradavnin so se ljudje ukvarjali na tisti elementaren način s tako imenovanim diagnosticiranjem medsebojnih komunikacij, predvsem seveda težav ali pa subjektivnih težav. Prav tako potem tudi bila je psihologija, jaz bi samo tukaj rad opozoril na psihološko astrologijo, ki jo nikakor ne smemo podcenjevati iz aspekta zgodovine človeštva in je še tudi dan danes aktualna. In potem seveda je bila tudi psihoterapija, vendar sedaj moramo se vrniti, ker mi živimo v tako imenovani eri znanosti, se pravi od renesanse naprej mi želimo biti več ali manj objektivno znanstveni in priznavamo samo tiste vsebine iz teh treh poglavij, ki ustrezajo določenim znanstvenim spoznanjem. Torej, ta recimo znanstvena psihiatrija, bom kar začel pri znanstveni psihiatriji, se je začela razvijati nekako v 18. stoletju. In sicer je leta 1793 francoski psihiater Philippe Pinel snel okove duševnim bolnikom v Parizu. Kaj to pomeni snel okove duševnim bolnikom? Enostavno ti ljudje so nekoč bili enostavno v verigah. Se pravi, da pač zaradi neke psihične bolezni, če lahko se tako izrazimo. Zaradi duševne bolezni v pravem pomenu besede. To se pravi, jaz bi še kar potem tudi tukaj, če ostanem pri psihiatriji, rekel, zaradi duševne bolezni, ki jo znanstvena psihiatrija, kateri pripadam tudi jaz, smatra za primarno obolenje možganov. Pa če mogoče nadaljujemo s tem pogovorom, kako to izgleda danes? Ja, danes, hvala Bogu, torej sodobna psihiatrija je, jaz bom rekel, v primerjavi s tem, kaj sedaj govorim, odnosno sem načel, sodobna psihiatrija je 1A, to se pravi prava genialka. Pa če mogoče malo kar provokativno vprašanje postavim, zakaj se vas potem ljudje tako bojijo? Nekateri ljudje tako bojijo? Ja, mislim, da pač seveda že Puškin je recimo napisal v eni svoji pesmi, naslov te pesmi je Ne daj mi, da zblaznim, o Gospod. Torej Puškin, skratka, ta strah pred tako imenovano lastno blaznostjo je nekaj res globinskega, ker pravzaprav nisi gospodar položaja. To se pravi, če si zlomim nogo, potem moji možgani ali pa moja psiha lahko realizira pravzaprav stanje in tako naprej. Medtem ko tukaj pa gre, bi človek rekel, za tako imenovano okvaro kompjuterja v ožjem pomenu besede. Nekako, ko se, jaz rad to primerjam z računalnikom, ko se pravzaprav kompjuter pokvari in ni zmožen, v narekovajih, zavestno realizirati svojo okvaro. To se pravi, to je zdaj tisto,
nas je strah, da izgubimo nadzor nad samim seboj. Torej, ta naša egozavest, psihoanalitično gledano, pa sva že na drugem, Ja. ta naša egozavest dejansko tendira k temu, da hoče imeti po James Bondovsko, bom rekel, vse pod kontrolo. To se pravi, ta perfekcionizem, ki sem ga, kot rečeno, že malo omenjal, pravzaprav od renesanse naprej, ki jo jaz ljubim, renesanso. Skratka, mi smo perfekcionisti, predvsem perfekcionisti tako imenovane ekstraverzije, zunanjega sveta. Nam ni vseeno, kako nas pravzaprav sprejema okolica, kako nas interpretira, kaj misli o nas okolica in tako naprej. Jaz bi rekel, če vas mogoče malo prekinem. Prej ste rekli, jaz sem dejansko en računalničar, ne, oziroma primerjali ste računalničarstvo in psihiatrijo, ne. Ja. Pa se da, na primer, računalnik vemo, da se da tam dele zamenjati, da se popraviti tukaj nekako v naših možganih, ne vemo glih, če se da dele zamenjati, ne. Se da, na primer, popraviti ta naš računalnik? Absolutno. Absolutno se da popraviti ta naš računalnik, zato pa pač, to je seveda, bi človek rekel, področje ali pa naloga te sodobne psihofarmakologije, ki seveda sloni na analizi možganskega funkcioniranja. Torej, gre se za to, da, kot sem rekel, torej duševne bolezni kot take mi psihiatri smatramo, da slonijo na določenih ali anatomskih, to se pravi vidnih spremembah možganov, ali pa tako imenovanih funkcionalnih spremembah možganov, ne, ali, ne. Navadno je pa potem oboje, recimo mi govorimo o tako imenovanih sinapsah. Pa moramo vedno iti k psihiatru. Naprimer, če nas zdravnik napoti, pač, da ugotovi, da imamo tam neke težave. No, veste kaj, sedaj pač gre se za to, da je tukaj tudi problem tako imenovane organizacije zdravstva. Pač navadno je tako, da te, to se pravi, iz zgodovine, bi človek rekel, jaz, ka sem tako imenovani pomurski psihiater, iz zgodovine, moram povedati, mojega psihiatrovanja, recimo splošni zdravnik te kar pošlje psihiatru, ne. Ok, pa zdaj, na primer, če pošlje neko določeno osebo k vam. Ja. Vi ste terapevt, vi ste psihiater, vi ste analitik. Ja, ampak potem, veste kaj, jaz potem seveda ocenim, recimo, bova pri depresiji, ne. Kaj najbolj pogosta, ne? Pri depresiji, to se pravi, če sva pri depresiji ocenim, ali gre za tako imenovano psihodinamsko depresijo, to se pravi družbeno depresijo. Kaj to pomeni, če bi lahko bolj To se pravi konkretno? družbeno pogojeno depresijo. Se pravi, izhaja to iz družine, izhaja to iz družbe, delovnega, iz komunikologije, sosedi, pa ne vem, kaj vse skupaj, ne. Ali pa gre za tako imenovano biološko, ne. Za tako imenovano biološko depresijo in seveda, ali pa tako imenovano, torej čim je biološka depresija, je tudi globlja depresija, je tudi težja depresija. Se pravi, je povezana z okvaro možganov. In je povezana, bi človek rekel, dejansko, bom rekel, sedaj v sklopu te depresije s tako imenovanim serotoninskim sistemom, ne. To se pravi, da je prisoten deficit serotonina v možganih, v možganskih sinapsah. Skratka, torej tam, kjer jaz nekako kot psihiater seveda ugotavljam to težo depresije in predvsem tudi nekje vzročnost, če smem tako reči, te depresije, se jaz odločim, torej tega človeka jaz zadržim, po domače rečeno, torej on rabi psihofarmake. Se pravi, po domače povedano, tablete, ne? Ja, tablete, ne, jaz sem zdravnik in tu je sedaj to, ne, to se pravi, čim nekdo dobi recept, po domače povedano, čim jaz kot psihiater ocenim, da on rabi zdravilo za, narekovaj, dušo, ne, narekovaj končan. Kako pa vi to ocenite, če lahko vprašam? To je pač teža simptomov. Teža simptomov, jaz bi rekel pa tudi, kako je ta človek
že začel odpovedovati na, bova rekla, ne, torej na duševnem področju v ožjem pomenu besede, potem seveda na telesnem, ker mi zelo zanemarjamo ta aspekt, to se pravi vsaka depresija nekje udarja tudi na telo, in seveda na družbenem. Skratka, namreč tisti stari rek, ki ga jaz tudi neštetokrat ponavljam, in to je ta problematika energije. Prazen žakelj ne more stati pokonci, ko bom malo prekmurski. To se pravi, prazen žakelj ne more stati po koncu, enostavno gre se za ta energetski deficit. Kot posledica recimo, bova rekla, kroničnega stresa, naj bo ta kronični stres, da je zopet pogojen iz raznih aspektov, to se pravi primarno slabega ega, ali pa to se pravi primarno, narekovaj, slabše skonstruirane psihe, ali pa toliko družbenega stresa, ali pa zaradi raznih telesnih dogajanj, ne. Se pravi, lahko mi to na primer doma nekako uredimo, se umirimo s pomočjo nekih sorodnikov. Dokler gre. Kdaj pa je tista točka poiskati neko pomoč? Tista točka poiskati neko pomoč je recimo, kaj jaz vem, kruta nespečnost, potem enostavno pešanje na področju telesa. Kaj pa impulzivnost, na primer? Impulzivnost, to se pravi, to tako imenovana nizka frustracijska toleranca, ne. Torej, nizka frustracijska toleranca, enostavno kot te vse razrajca, po domače rečeno, ne. Skratka, ko že tudi svojci opazijo, ampak torej, ko nekako, kot sem že omenil, subjekt odpoveduje na vseh teh treh področjih, ampak v smislu dejansko eksistencialne teže. Po tem pojmu bi pa jaz rekel dejansko, ko zaradi teže duševnega stanja ali pa tako imenovane psihopatologije ali kakorkoli že, ne, ta človek dejansko zabrede v eno eksistencialno stisko. Se pravi, ne vidi več smisla bivanja. Ne vidi več smisla, pa tudi domači nekako že izgubljajo energijo, nimajo, bi človek rekel, več dovolj volje in tako naprej, ker enostavno jaz ogromno pozornosti polagam na svojca, ne. In to je tudi tako ravno zaradi tega tisto, ne, problematika tako imenovane lastne introspekcije. Saj navadno kdo opazi prvi, da neki subjekt odpoveduje? Navadno opazi to okolica. Se pravi, družina, če jo človek ima, ali pa delodajalec in tako naprej, skratka družba kot taka, ne. Redki so ljudje, redki so subjekti, ki jim uspe, kot mi temu rečemo, torej lastna uvidevnost. Da vidijo to svojo... Da sam opazi določene spremembe. Če se vrnem na tisto, ne, to se pravi, če mene boli roka, ne, potem opazim to spremembo, ne. Ok, in zdaj pride tak človek, na primer, z neko določeno stisko k vam. Kako ga obravnavate? Analitično, terapevtsko? Torej, jaz potem seveda, jaz zelo cenim, bom rekel, dejansko dokazano imam zelo rad psihologe. Mislim, to, ker mi psihiatri včasih znamo biti zelo Se pravi, če prav razumem, vidite vi to povezovanje med temi tremi, če lahko rečem? Absolutno, jaz recimo, mislim, jaz zelo rad človeka pošljem na psihološko testiranje. Mislim, psihološko testiranje, skratka, jaz verjamem v edukacijo psihologov, ne. Jaz vem, da so dejansko visoko strukturirane osebnosti in z ogromnim znanjem, ne. Skratka, torej, jaz pošljem človeka zelo pogosto psihologu, ravno zaradi tega, ker bi rad ugotovil globino psihopatologije. Se pravi, ne predpišete kar takoj na prvo žogo tablet?
Ker ljudi je tega strah, ne? Veste kaj, pač jaz bi rekel, sedaj mogoče bom delal reklamo, ampak antidepresivov se ni treba bati. Ne, torej, veste, kljub temu, da recimo človeka pošljem k psihologu, napišem, če je potreba antidepresiv, odvisno potem, ko ocenim situacijo, ker zdaj ti spet recimo moraš čakati na psihologa. Ne, ti moraš čakati na psihologa in to spet traja in ne veš pa, kaj se v tem času dogaja s človekom, ne, predvsem problematika itak, ker pač tisti moj črni rek, ne, dejansko depresija je mati samomora, ne. Skratka, torej ne moramo se iti samo neko čisto radovedno znanost v tem smislu besede, ampak pač najprej pomagati, ne, najprej reševati, ker tudi s tem, da nekomu dam recimo neko zdravilo zoper depresijo, še ni rečeno, da bo to zdravilo bistveno spremenilo psihološki izvid. Enostavno gre se za to, če nekdo recimo že 3 noči ni spal, ne, zaradi depresije, potem nekaj se mora zgoditi s tem človekom. Ampak hočem reči, tu več nobena prijazna beseda svojca ne pomaga, spi. Tu več ne pomaga, ne vem, šentjanževka, ne. Se pravi, moramo nekaj čisto konkretno ukrepati, ne? Tako, pač konkretno ukrepati, ampak dejansko tudi z intenzivno, bi človek rekel, psihofarmakoterapijo. Pa če bi mogoče malo pojasnili, govorimo oziroma splošno nekako znano v družbi je, ti pač antidepresivi in vse te pač tablete, če po domače rečem, so nekako zasvojitvene. Ne, torej, to je sedaj da pač ne moreš več z njih, da moraš povedno po večjih dozah posegati. Recimo, to se pravi zasvojitev kot tako biokemično povzročajo pomirjevala. Torej, dinamika zasvojitve pa je v tem, da recimo nekako po 14 dnevih, sicer nočem delati paniko, ne, ampak nekako po 14 dnevih številni ljudje v svojih možganih pri jemanju pomirjeval začnejo razvijati tako imenovane receptorje za recimo leksaurin. Spravi, nekdo začne jemati leksaurin in v njegovih možganih se razvijajo receptorji za leksaurin in ti receptorji za leksaurin so po prekmursko povedano kak lačna deca. To se pravi, če leksaurin je, potem se deca pomirijo, kot če mamica da sladkorni čaj otroku, potem zaspi, ne, ker pač javljajo se receptorji v možganih, da je otrok lačen. Torej, ti receptorji so pravzaprav vzrok za sindrom ali pa nastajanje tako imenovane biokemične odvisnosti. Ja, pa če vas mogoče zopet prekinem, zasledil sem podatek, da se je povečalo število predpisanih teh pomirjeval zaenkrat več od leta 2008. Sigurno. Pač, kaj se je zgodilo z nami? Z nami se je zgodilo tudi to, jaz bi rekel, čisto ne bom šel samo, jaz nisem neki družbeni kritik, pa to. Ampak v bistvu to je tudi problem dejansko organizacije zdravstva. Glejte, jaz neštetokrat rečem, na področju Prekmurja duhovnikov je neprimerno več kot psihiatrov. Enostavno, to se pravi, gre se za to, sedaj pač ta izbrani zdravnik primarno stopi v eno strašno stisko in človek ga prosi tak pa tak in seveda splošni zdravnik, da tako rečem, visoko ga cenim, ne more biti genij celotne medicine. On zadeve uredi po tako imenovanem kratkem postopku, ne da bi jaz koga obsojal, ampak jaz bi rekel, tista primarna preventiva pred predpisovanjem pomirjeval se začne v ambulanti splošnega zdravnika. Ampak sedaj jaz moram reči zopet,
da so splošni zdravniki osvojili določeno znanje, moram povedati, in da se že zavedajo, da je boljše napisati antidepresiv, kot pa pomirjevalo. Ampak seveda, da je pa teh pomirjeval vedno več, je tudi problematika, kakorkoli že, ne? To je problematika družbe. Ne? To je problematika družbe, ne morem mimo te družbe iti enostavno. Okay, pa če mogoče gremo nazaj na najno to temo. Ne? Naprimer, nekdo pač pride v neko določeno stisko. Nekako znano je, da se vas vsi malo bojimo. Ne? Kako bi vi človeka umirili, da se ne bi rabo bati ne psihiatra, ne psihologa, terapeuta? No ja, ker to je dejansko markantna zadeva, ne, v naši družbi. Ja, tako. Pač, jaz recimo tudi tisto, ko sem kot psihiater prepričan, da nekdo ni duševno bolan, mu to tudi povem. Enostavno jaz človeku, to je najtežje povedati. Torej, bi človek rekel, najtežje je napisati nekomu v izvid znakov za duševno bolezen v božjem smislu besede ni. Skratka, ampak to so take simpatične zgodbe, ne. Recimo, da bom malo dolgovezen, en je hodil ne vem kolikokrat k meni, pa navadno v petkih, ko je že bila ordinacija prazna, in potem sem pa, kar ni v moji navadi, sem pa le malo postal jezen, sem pa rekel, poslušajte, zakaj toliko hodite k meni, pa navadno petki, ko se že vse zapira, saj vam nič ni, vi niste duševno bolan, vi ste duševno zdrav. On pa fajn stane, po prekmursko pa pravi, doktor, ve pa to sem štel znati. Se pravi, da, čeprav razumem, na nek način ste vi tam vedno skrajno sočutni in prijazni do vseh ljudi in se na nek način ni treba bati psihiatrov. Ne, mislim, zdaj pa seveda potem zopet v primeru, da pa je drugače, ne? Da so scenariji drugačni, ne? Pa seveda jaz tudi potem ljudem razložim, kaj to pomeni, če nekdo mora imati psihofarmake, da je dejansko, ne, ti sodobni psihofarmaki, ta zdravila, tablete, kot ste vi omenili, so, bom rekel, dejansko varna zdravila. Jaz jih ne bom hvalil pa pretiraval v reklami. Se pravi, je šla tehnologija naprej. Tehnologija je šla naprej, ne, in tudi na ta način verjetnost ozdravitve v pravem pomenu besede teh duševnih bolezni, ker mi moramo ločiti, eno so duševne motnje, drugo pa so duševne bolezni. Ne. Sigurno so to dve različni stvari. To sta dve različni stvari. Gospod doktor Jožef, midva bomo mogla počasi zaključiti z najnim druženjem. Je žal, da čas tako hitro poteče. In tak je pošljem psihoterapeutu, ki imajo duševne motnje, nevroze in tako naprej, samo to še nisem odgovoril. Hvala. Hvala vam. Vam, dragi gledalci, kot povedano, kot je povedal doktor Magdič, ni se vam treba bati nobenih teh markantnih zadev, kaj se tiče teh poklicev psihiatrije, terapije oziroma psihologije. Hvala.